Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je tekma sedmega kroga prve članske lige MNZ Maribor. Sliko se javljamo z Rogoze, kjer bo potekal obračun med Rohom ter nogometnim klubom Pohorje. Pred samim začetkom pa še na hitro k našim oglaševalcem. Sliko se znova vračamo z Rogoze, kjer kot že rečeno pred nami tekma prve članske lige MNZ Maribor med Rohom ter Pohorjem. Mi pa si pogledamo tudi obe začetni postavi pri domačih v vratih Vidic, v obrambi z leve proti desni Lubej, Filipović, Čeruga ter Gajšek. Na položaju dveh zadnjih vezistov sta Bračko ter Rakun. Pred njima trojec z leve proti desni Planšek, Smodić ter Goljat. Najbližje nasprotnikovim vratom pa tekmo začenja Kolar Robnik, trener domače zasedbe Gregor Beranič. Pri gostih pa vratih Holcman, v obrambi z leve proti desni Žižmond, Kraner, Maček ter Nejc Fideršek. Zadnja vezna nogometaša sta Pečovnik ter Dobaj. Pred njima trojec Pušnik, Ademović ter Sternat. V napadu pa tekmo začenja Žvikart, trener gostujoče zasedbe je Igor Vorih, glavni delilec pravice je Damjan Novarlič z Maribora, njegova pomočnika pa Aljaž Holcman ter Nejc Gonza, delegat tekme pa je Slavko Gonza. Ja, v bistvu nas zdaj v teh trenutkih že praktično vse oziroma še nekaj malega loči do začetka tega obračuna. V bistvu gre za obračun dveh ekip, ki lahko odigrata zelo kvalitetno, predvsem tukaj, če pogledamo Roho, ki je peti s tekmo manj, ima 12 točk. Danes, če nogometaši Rogoze recimo vpišejo vse 3 točke, bodo pri 15, to pomeni, da bodo najmanj na drugem mestu. Vodilne starše zaenkrat tudi so pri 15 točkah, a imajo prav tako tekmo manj. Danes ob istem terminu se je pričel oziroma se bo pričel njihov obračun proti limburški zasedbi Marles Hiš na domačem igrišču. Na drugi strani pa imamo nogometaše Pohorja, ekipo iz Ruš, ki se nahaja na 7. mestu tudi s tekmo manj, a v primeru zmage bi prišli do 14. točke, se pravi imajo zgolj tekmo manj oziroma točko manj od Roha, tako da bi današnjo zmago se znova priključili samemu vrhu prvenstvene lestvice. Ja, v bistvu zelo pomembna tekma za ene in druge. Vse 3 točke bi tako ene kot druge znova dvignila pod sam vrh prvenstvene lestvice, tako da bi lahko rekli, gre na nek način za derbi tega 7. kroga. V prvi MNZ Maribor, na sredini igrišča pravkar poteka žreb obeh kapetanov. Pri domačih to funkcijo upravlja vratar Žan Vidic, pri gostih pa je kapetan nogometaš številko 22 Klemen Žižmond. Ja, v bistvu je že vse nared za začetek tega obračuna. Nogometaši Roha bodo ta dvoboj odigrali v fluorescentno črni športni opremi, na drugi strani pa Pohorci celotni oziroma v pretežno zelenih dresih. Kar se pa tiče medsebojnih tekem, pa sta se ekipi nazadnje pomerili v lanski sezoni v 19. krogu. Prav tukaj v Rogozi, ko so se razšli z neodločenih 1-1. Roho je povedel v 28. minuti, ko je zadetek za 1-0 dosegel Zorman. Končnih 1-1 pa je v 84. minuti postavil Žižmond. Sredine igrišča so začetek tega obračuna krenili gostujoči nogometaši. Pri žogi Fideršek proti Sternadu, ta je iskal Ademovića, izbil je Maček, mirno Sternat, podaja proti Pečovniku.
Pečovnik je lepo našel Žvikarta, ta Ademoviču. Ademovič na desno stran proti Sternadu. Sternad je poizkusil s preigravanjem, se zapletel, tako da je Lubej na koncu brez težav žogo tudi prestregel. Žoga ostaja v igrišču. Do nje so prišli domači nogometaši. Hitro so to odigrali domačini. Smodič visoko čez gol. Nekaj prostora se je odprlo Smodiču. Kraner domačka, Maček mirno znova Kranerju. Lubej dobro se je postavil Fideršek, do žoge je prišel Maček. Maček. Lahko vidimo, da nogometaš, desni bočni nogometaš Nejc Fideršek v tej organizaciji napada gostov stopil v vezno vrsto, podaja medtem na levo stran, kjer je Pušnik. Pečovnik, nekoliko previsoka podaja, težave v obrambi domačih. Do žoge so vendarle prišli nogometaši Roha. Lubej z visoko podajo, iskal je Robnika. Še enkrat Pečovnik, dobro postavljen Kolar. Robnik pa žogo pošilja z igrišča in to bo out za nogometaše Pohorja. Iz avta Fideršek proti Sternadu. Krenil je Šeruga, še vedno Šeruga lepo na levo stran, ko se v napad vključil Lubej. Lubej je na robu kazenskega prostora iskal Šerugo, ki se je priključeval na levi strani. Ima veliko prostora Sternad na koncu. Out za gostujoče nogometaše. Kraner na kratko domačka. Kraner z lepo prodajo proti Pušniku. Pušnik v samostojnem prodoru na mestu Filipovič. Kraner pred Kolarjem. Rakun je krenil v prostor, spustil Kolarja. Takoj je znova iskal Rakuna, na robu kazenskega prostora je na podajo čakal tudi Smodič. Dobro so bili postavljeni gosti v obrambi v tem primeru. Šeruga na levo stran, kjer je Lubej. Še vedno Lubej, nazaj do Šeruge. Diagonalna podaja proti Goljatu. Goljat je vendarle žogo uspel zadržati v igrišču. Goljat Smodiču, Smodič
Planšek, Fideršek dobro v obrambi in to bo prvi udarec iz kota na tekmi. Pripadel bo domači ekipi. Bračko v bloku Fideršek. Na koncu žoga od Strnada v out. Kolar strelja. Zadev je Mačka in to bo še drugi udarec iz kota za nogometaše Roha. Proti bližnji vratnici, najvišji v skoku je bil Ademovič, žoga še enkrat več iz igrišča, tokrat out za domače. Na koncu gol out za nogometaše Pohorja, hitro na kratko ga je izvedel Holcman proti Kranerju. Maček. Pravočasno doboj nazaj proti Kranerju, ta že na levo stran, kjer je Žižmond. Dobaj, še vedno Dobaj, Žvikart podaja do Žižmonda. Znova Žvikart pri žogi, Žvikart proti Ademoviču, Ademovič v bloku Filipovič, Pušnik, tokrat je nastreljal glavnega sodnika. Glavni sodnik je žogo tako vrnil gostujočim nogometašem. Maček najvišji v skoku, prekršek je storil Kolar. Takoj podaja na desno stran proti Sternadu. Vključuje se Fideršek, lepo ga je spustil Sternad, podaja. In na koncu zadetek za 0:1, strelec zadetka pa Primož Ademovič, nogometaš številko 23. V 19. minuti so prišli nogometaši, v 11. minuti, se opravičujem, so prišli nogometaši Pohorja do prednosti
In po zadetku Ademoviča mislim, da lahko rečemo zaslužena prednost gostujočih nogometašev, ki so bili boljši v teh prvih 11 minutah, prevladovali na igrišču, imeli tudi več žogov v svoji posesti, bili nekoliko nevarnejši in tako od 11. minute naprej po zadetku Ademoviča vodijo nogometaši Pohorja. Bomo videli, kakšen odgovor na vse skupaj pripravljajo domači. Dobro je posledoval Fideršek, Sternat nazaj znova proti Fideršku. Dobro se je Planšek umešal, Smodič pravočasno podaja proti Rakunu, brez prekrška nad Rakunom. Pušnik, Pečovnik, mirno Pečovnik. Iskal je Žvikarta, nekoliko previsoka podaja za slednjega. Ademovič in Sternat. V protinapadu se nekaj prostora odpira domačim, podajo prostor proti Kolarju. Dobro se je Fideršek vrnil v obrambo, Kolar povratna podaja. Iskal je Planška. Še vedno Planšek. Napačna podaja na koncu Planška, do žoge je prišel Ademovič, mirno na desno stran proti Sternadu. Nanj pritiska Bračko. Visok pritisk Bračka nad Sternadom. Out na koncu za nogometaše Pohorja. Izvedel ga bo Nec Fideršek. Mirno Goljat nazaj do Filipoviča. Izbija Kraner. Pečovnik je podaljšal proti Dobaju, ki je priboril out svoji ekipi. Izvedbo avta bo Sternat prepustil Fideršku. Izbija Lubej. Dobro se je postavil Maček v tem primeru. Mirno Šeruga proti Bračkotu. Bračko Goljat, znova Bračko. Bračko takoj s prenosom na levo stran uteka Kolar, ki bo dovolj hiter. Kolar, dober predložek strani Kolarja, najvišji skok v Pečovnik. Mirno Pušnik proti Žvikartu. Še vedno Žvikart, uspešnejši je bil Bračko. Šeruga. Nekoliko prehitra podaja na koncu strani Šeruge. Do žoge je prišel Holcman. Težave ima Nec Fideršek. Ki ima težave, pojavila se je slabost Necu Fideršku. Glavni sodnik je zato prekinil obračun vsaj začasno. Bomo videli, ali bo lahko nadaljeval s tekmo desni bočni nogometaš Pohorja.
Pušnik žogo medtem športno vrača ekipi iz Roha oziroma z Rogoze. Šeruga pa takoj na levo stran, kjer je Lubej. Lubej Bračko. Bračko s prenosom na desno stran proti Goljatu. Slab sprejem Goljata. Žižmont mirno Šeruga, znova pri žogi Goljat. Smodič. Še vedno Smodič pri žogi, pravočasno proti Kolarju. Hitrejši Kraner. Kraner je lepo našel Žižmonda. Žižmond je žogo zadržal v igrišču. Žvikart že pritiska na zadnjo vrsto Roha. Mirno je Filipovič vse skupaj razrešil, vrnil žogo do svojega vratarja Vidica. Ta takoj na levo stran do Lubeja. Prekršek na koncu nad Smodičem. Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je Planšek. Še vedno Planšek pri žogi. V pomoč mu prihaja Lubej. Planšek nanj pazi Fideršek. Dobro, Fideršek. In na koncu golaut za Holcmana. Mirno Ademovič. Žižmont proti Pušniku. Umešal se je Gajšek, do žoge je prišel Goljat, ta takoj proti Smodiču. Še vedno pri žogi Smodič, podaja na desno stran, kjer je Planšek. Na oddaljenejši vratnici se je odkrival Kolar Robnik, dobro je bil postavljen Fideršek. Kolar Robnik do žoge, ta je prišel z prepovedanega položaja. Mirno Kraner. Maček na desno stran proti Sternadu. Tako je nanj pritisnil Lubej. Sternad pravočasno proti Holcmanu. Ta na kratko do Kranerja. Maček podaja proti Dobaju. Ademovič mirno nazaj, znova do Mačka. Kraner v prostor proti Žižmondu, dovolj hiter Žižmond. V bloku Gajšek in to bo še prvi udarec iz kota tudi za nogometaše Pohorja na tej tekmi. Če bo prekratka, Jaka! Podaja proti oddaljenejši vratnici, kjer ni bilo nobenega izmed gostujočih nogometašev. Takoj podaja v prostor proti Rakunu, ki pa je slabšim sprejemom omogočil gostujočim nogometašem, natančneje Žižmondu, da je dobro posredoval. Kraner še vedno so nogometaši Pohorja tisti, ki imajo več od igre, ki prevladujejo na igrišču. Kraner je žogo mirno spustil do Mačka, ta nazaj
proti Holcmanu. Filipović sicer najvišji v skoku, a do žoge je prišel Sternat. Mirno Kraner nazaj proti Holcmanu. Na tleh je obležal Kolar Robnik. Za tebi gre žoga. Dobaj na levo stran proti Žižmundu. Napaka Žižmunda. Dobro je bil postavljen Dobaj, ki je popravil napako svojega soigralca, sicer out za domačine, a takoj so nogometaši Pohorja uspeli zaustaviti ta poizkus proti napada, težave za Gajšeka. Šeruga mirno do Filipovića. Filipović na levo stran, kjer je Lubej. Lubej proti Kolarju, ta pa ni uspel žoge spustiti na levo stran, ker se odkriva Planšek. Lovimo naslednjo situacijo, ajde, pusti to, kaj je bilo. Bravo, Luka, bravo. Pušnik, težave je imel Pušnik, Bračko je prišel do žoge. Rakun na desno stran, kjer je Gajšek. Gajšek znova vrača Rakunu. Kolar Rakun iskal je Smodiča. Dobro je bil postavljen Maček, še vedno pa v posesti domači. Kolar, Smodič, poizkus na koncu strelom Kolarja Robnika, če se ne motim, vratnica. Sjajna priložnost za izenačenje za domače. Prva na tej tekmi. Opozorilo za gostujoče branilce, da bodo kljub temu, da pri Rohu vsaj zaenkrat še niso bili nevarni oziroma niso nevarni, da morajo biti pozorni, kajti domači nogometaši lahko zelo hitro vse skupaj odigrajo in v težave spravijo nasprotnikove branilce. Maček še pravočasno do Pinga oziroma do Ademovića, prekršek na koncu nad njim. Na kratko Kraner takoj proti Pečovniku, Pečovnik na levo stran, kjer je Žižmund. Filipović, mirno Filipović. Filipović pa je videl na desni strani, kako teka Goljat, ki ima veliko prostora. Nam pazi Kraner, Goljat, prekršek Kranerja in 11 metrovka za domačine. Kraner tokrat nespametno, Goljat je lepo preigral Kranerja, ta je nogo pustil od zadaj in Goljat je padel in to v 11 metrovka v 25 minuti za domači in sjajna priložnost, da pride do izenačenja. Izvajalec najstrožje kazni pa bo Kolar Robnik. Kolar Robnik in Holcman. Kolar Robnik mirno izenačenje 1-1. Ob koncu 25. minute so nogometaši Roha prišli do izenačenja. Strelec zadetka pa z 11 metrovke Luka Kolar Robnik. Fante, samo igramo naprej, tako samo, Prav gotovo udarec za
gostujoče nogometaše, ki vsaj tako je izgledalo, so imeli vse pod nadzorom do tega trenutka, a nogometaši Roha so bili potrpežljivi, čakali na svoje priložnosti. Maček proti Pečovniku. Še vedno Pečovnik. Pečovnik znova do Mačka. Maček na koncu neuspešen oziroma slab poskus podaje strani Mačka. Gol za Vidica, katerega je na hitro izvedel na kratko proti Šerugi. V zadnjih 5 obračunih so nogometaši Roha zbrali 9 točk, se pravi 3 zmage ter 2 poraza. Premagali so v prejšnjem krogu Maribor Tabor z 0-3, 5 so s 3-0 ter Marles Hiše z 2-0, izgubili pa so proti Staršam s 3-1 ter proti Jurovskemu Dolu s 3-0. Na drugi strani pa so nogometaši Pohorja na zadnjih 5 obračunih zbrali 8 točk, 2 zmagi, 2 remija ter 1 poraz. Remizirali so z Jurovskim Dolom na gostovanju v drugem krogu z 1-1 ter proti Peci na domačem igrišču v tretjem krogu prav tako z 1-1. Izgubili pa od ekipe Maribor Tabor s 3-0, v zadnjih 2 obračunih pa vknjižili 2 zmagi. Premagali so Marjeto 3-2 ter Malečnik 4-3. Dobro, Dobaj. Podaja proti Žvikartu. Uspešnejši na koncu Filipović. Filipović je takoj videl tekajočega Kolarja Robnika. Maček takoj je z dolgo podajo iskal je Žižmunda, kateri je storil nespameten prekršek na koncu nad Filipovićem. Nekoliko prehitra podaja na koncu za Lubeja. Lepo Dobaj proti Sternadu. Na koncu prekršek nad Dobajem, hitro je prosti strel izvedel Sternad, še vedno Ademović. Ademović je iskal Žvikarta. Izbija Fideršek. Žvikart sicer najvišji v skoku, a tam ni bilo nobenega izmed njegovih soigralcev. Dobro, Rakun podaja proti Kolarju Robniku, Smodić. Smodić nazaj, ker je Rakun. Rakun strelja, dobro se je postavil, oziroma je bil postavljen Holcman, ja, ta izenačujoč zadetek je dal nekaj dodatne energije zasedbi z Rogoze, ki iz minute v minuto, bi lahko rekli, hitreje prihaja do posesti in tudi do teh manjših priložnosti. Potem pa dolga podaja proti Sternadu. Lubej težave ima. Lubej, Žvikart lepo proti Sternadu. Sternad še enkrat Žvikartu, Žvikart, Sternad, preveč sta na koncu vse skupaj zakomplicirala ta dva nogometaša. Sternad mimo Filipovića. Sternad proti oddaljenejši vratnici, ker je odtekal Pušnik. Nekoliko je zamudil v tej situaciji. Pušnik žogo sicer uspel zadržati v igrišču, a do nje je prišel Bračko, ta je takoj iskal Goljata, mirno je vse skupaj razrešil Kraner proti Žižmundu. Dobaj znova Žižmund. Pušnik. Krenil je Pušnik. Na koncu gol out za vratarja Vidica.
Bračko, takoj spodaja na desno stran, ker je Goljat. Tokrat dovolj pozoren Žižmond. Najvišji v skoku Šeruga, mirno do Bračka. Bračko takoj s prenosom na levo stran, kjer uteka Planšek, vendarle je izbil Fideršek, lepo se je obrnil Sternat na koncu za hrbet Ademoviču. Filipovič takoj v prostor proti Planšku. Planšek je žogo uspel zadržati v igrišču in preboril out svoji ekipi. Bračko nazaj s podajo proti Rakunu, ta še enkrat več do Bračka. Bračko s prenosom na desno stran, kjer uteka Gajšek. Gajšek je iskal Goljata, izbil je Kraner. Šeruga znova do Gajška. Gajšek lepo v prostor do Smodiča, žoga na koncu nekoliko srečno do Kolarja Robnika, v zadnjem trenutku v bloku Maček. Še enkrat več na mestu Maček, ki izbija, v teh trenutkih so domači povsem stisnili nogometaše Pohorja pred svoj kazenski prostor. Podaja na levo stran, kjer je Lubej do Planška. Planšek do žoge Goljat, iskal je Kolarja Robnika, izbil je Dobaj. Ademovič na koncu prekršek Bračka. Dobro se je postavil Ademovič v tej situaciji. Izsilil prekršek, tako nekoliko umiril ta pritisk domačih. Malo bo še mogel bolj pomagati desno linijo. Katerega zmanj trgavnje ne more več to ajde. Ajde, Luka, delamo, vi to išči žogo. Pridi tu, gledati plac, imaš tu žogo. Podaja proti Planšku. Maki, tu ostani, Maki, tu ostani, Maki. Ostani tu. Ajde, dobra. Kraner. Žižmond nazaj proti svojemu vratarju Holcmanu. Holcman znova Žižmondu. Ademovič proti Sternadu. Prekršek je storil Lubej. Malo še počakaj, da od šprinta. A me zastopi? Idi nec gor, nec idi gor. Maček za hrbet, na koncu podaja do Ademoviča. Smodič je zapravil žogo. Do žoge je prišel Maček. Maček na desno stran, kjer je Sternat. Sternat lepo je našel Ademoviča. Ademovič v bloku na koncu Planšek.
Fideršek je spodajal kazenski prostor iskal Pušnika. Mirno Pečovnik, še vedno Pečovnik v preigravanju, mešal se Smodič. Takoj Rakun spodajal v prostor z visoko podajo proti Goljatu, nam pazi Žižmont. Žižmont mirno nazaj do Holcmana. Holcman je v vezni vrsti našel Dobaja, nanj je takoj pritisnil Bračko, ki je bil močnejši v tem duelu. Še vedno pri žogi Bračko. Rakun znova vrača Bračku. Prednost spušča glavni sodnik. Podaj na rob kazenskega prostora, kjer je Kolar Robnik. Sijajna reakcija Holcmana v zadnjem trenutku. Na koncu pa do zadetka Kolar Robnik v 37. minuti, oziroma to je bil Žiga Goljat, se opravičujem, in domači so prišli do preobrata že v prvem delu in do prednosti 2-1. Prvo je Holcman dobro odreagiral v vratih. Žoga je prišla do Planška, ta pa je še enkrat več žogo poslal v sredino kazenskega prostora, kjer je v prsa nastreljal Goljata, ki je bil dobro postavljen, in tako od 37. minute naprej nogometaši Roha vodijo z 2-1. Žižmont, dobro je bil postavljen Goljat. Luka, ne rabiš, Luka, ja. Počivaj malo tu, Luka, počivaj malo, zdaj, ajde, bo prišli, ajde. Napolni se malo, ajde. Podaj na desno stran, kjer je Pečovnik. Zapira ga Planšek, Pečovnik je najdel rešitev, Strnad pa takoj v prostor na desno stran, kjer je utekal Fideršek. Fideršek je še enkrat več iskal Strnada, dobro se je vrnil Lubej. Pečovnik, na koncu je Pečovnik storil prekršek. Žvikart nazaj do Kranerja. Kraner s podajo proti Mačku. Maček je našel Dobaja. Dobaj še pravočasno na desno stran do Nejca Fiderška. Prekršek Planška. Dobaj nazaj s podajo proti Kranerju, ta tako na levo stran, ker je Žižmont. Out za domačine. Izvajalec Gajšek. Prosti strel za nogometaše Pohorja bo izvedel Pečovnik. Pečovnik, najvišji v skoku je bil še Ruga. Še enkrat več Pečovnik z dolgo podajo na rob kazenskega prostora, kjer se je odkrival Žvikart.
Najvišji so bili domači, na levi strani že ima veliko prostora Planšek. Planšek s prenosom na desno stran, kjer je Goljat v prostor proti Smodiču, pravočasno izvrat na koncu Holcman. Pušnik. Mirno Filipović, na levo stran do Lubeja. Filipović. Še vedno Lubej, prekršek je storil Sternad. Filipović na kratko do Šeruge, ta na desno stran, kjer je Gajšek. Gajšek je videl, kako se je odpiral Smodič, dobro se je tudi, oziroma dobro se je skupaj prebral Kraner. Do žoge je prišel Holcman, ta takoj z visoko podajo proti Žvikartu. Izbil je Gajšek. Pečovnik na desno stran proti Fideršku. Maček, napako je storil Maček, oziroma manjši nesporazum s Kranerjem. Smodič je žogo prestregel. Mirno je Žižman vse skupaj razrešil. Po levi strani je krenil Planšek. Planšek povratna podaja proti Kolarju. Kolar Robnik strelja z roba kazenskega prostora. Dobro je bil postavljen Holcman. Mirno še enkrat več v tem duelu, uspešnejši domačini. Do žoge so hitro prišli Pohorci, težave s prejemom Sternada. Mirno je krenil Planšek, še vedno Planšek. Prednost spušča glavni sodnik, Kolar Robnik takoj na desno stran, kjer je Lubej, oziroma Goljat, se opravičujem. Goljat na koncu pred Pušnikom. Bračko, posem so se izgubili nogometaši Pohorja po tem drugem zadetku Roha. Lubej znova do Kolarja. Kolar Robnik še enkrat več poizkuša strelom. V bloku Maček, na koncu je žogo ujel Holcman. Ta takoj na levo stran, kjer je Žvikart. Maček proti Dobaju. In glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Nogometaši Roha na odmor odhajajo s prednostjo 2-1. Preletimo še hitro strelce v tem prvem delu. Za 0-1 je v 11. minuti poskrbel Primož Ademović. Nato so domači prišli do izenačenja v 25. ko se je med strelce vpisal Kolar Robnik z 11 metrov. Prekršek nad Goljatom je storil
Kraner, nato pa preobrat v 37 minuti Žiga Goljat za 2-1 in kot že rečeno, nogometaši Roha na odmor odhajajo s prednostjo enega zadetka, 2-1, zaenkrat pa naj si bo to vse z Rogoze, mi pa se znova slišimo v pričetku drugega polčasa. Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je drugi polčas tekme 7. kroga, v prvi MNZ Maribor med Rohom ter Pohorjem. Po prvem delu pa nogometaši Rogoze vodijo z 2-1. Sicer so povedli nogometaši Pohorja po 11 minuti po zadetku Ademoviča, nato pa preobrat domačih. V 25 je z 11 metrovke gol dosegel Kolar Robnik, nato pa je v 37 minuti za 2-1 rezultat prvega dela zadev Žiga Goljat. Ja, v bistvu bi lahko rekli, da smo spremljali zelo zanimiv obračun v prvem delu, kar nekaj je bilo teh močnih čvrstih duelov, tudi lepih akcij tako na eni kot na drugi strani, a svoje priložnosti so domači izkoristili, zadeli so še tudi vratnico. Medtem pa se je drugi del tudi začel. Sredine igrišča so krenili nogometaši Roha, ki ta dvoboj igrajo v fluorescentno črni športni opremi, na drugi strani pa imamo Pohorje, ki so v svojih tradicionalnih zelenih barvah. Takoj po začetku drugega dela pa težave za gostujočega napadalca Žvikarta, ki bo, kot vse kaže, potreboval zamenjavo. Še vedno je na tleh Žvikart. Potrebna bo zamenjava prva na tej tekmi v taboru Pohorja. Ob robu igrišča pa je pripravljen nogometaš številko 9 Patrik Fideršek, ki bo zamenjal poškodovanega Marka Žvikarta. Patrik Fideršek bo moral za vstop počakati še do naslednje prekinitve. Ljube medtem spodaja proti Kolarju. Mirno nazaj Pušnik. Izbil je Nejc Fideršek. Ja, ob prekinitvi. Medtem na tleh še en nogometaš gostov, tokrat je to desni bočni nogometaš Nejc Fideršek. Ki pa je medtem že vstal in bo, kot se kaže, lahko nadaljeval s tem dvobojem. V tem zadnjem duelu je prejel udarec, a kot vse kaže, nič težjega. Patrik Fideršek pa je medtem tudi vstopil v igro namesto Žvikarta. Zamenjava v napadu strani gostujočega trenerja, prisilna zamenjava zaradi poškodbe Žvikarta. Prosti strel za
Gostujoče nogometaše, izvedel ga bo Nejc Fideršek na kratko proti Mačku. Maček do Kranerja, na nje takoj pritisnil Goljat, še pravočasno pa Kraner proti Dobaju, ta Ademoviču. Po levi strani se v napad vključuje Žižmond. Ademovič do Žižmonda. Žižmond je videl, kako v kazenski prostor uteka Pečovnik. Kaj se prideš na drugo stran se greva, da ne mi tam motiš, isto zeleni, majta zelena, pa vsi so zeleni. Prosim, veš, gled, vsi smo isto barva, pa če to da majta malo gleda, pa se so skupaj. Na koncu zaključek Patrika Fiderška, ki je vstopil v igro pred kakšno minuto in takoj s prvim stikom žogo prinesel izenačenje v 50. minuti za Pohorce. Kaj pa si lahko da ovni nekaj gor, če bo tam ležal zraven, pa se cele gor, samo daj si gor, ker si isto zeleni, veš? Ja, nogometaši Pohorja so prišli do izenačenja. V bistvu zadetek praktično iz nič, bi lahko rekli. V tem drugem delu še nismo spremljali kakršnekoli prave igre in po udarcu iz kota so gostje prišli do izenačenja. Lepo je tokrat ocenil oziroma žogo prebral Pečovnik, ki jo tudi prestregel, še vedno Pečovnik. Obrambo se je vrnil Rakun, takoj do Bračka. Nam pritiska Ademovič, Bračko pa mirno nazaj do Vidica. Vidic na levo stran, kjer je Lubej. Na mesto Nejc Fideršek. Avto za domače. Lubej proti Rakunu. Še vedno Rakun lepo je našel Smodiča, ta je žogo spustil proti Kolarju Robniku, izbil je Kraner. Na desni strani ima Gajšek nekaj prostora, takoj se je v obrambo vrnil Sternat, Kolar Robnik. Smodič v prostor do Gajška. Gajšek proti oddaljenejši vratnici, najvišji v skoku Nejc Fideršek. Ademovič je iskal Patrika Fiderška, težave za Šerugo. Gajšek. Goljat. Pri žogi Goljat, mirno do Rakuna, Rakun na levo stran, kjer je Planšek. Lubej in Kolar sta izmenjala dvojno podajo. Na koncu Lubej proti Goljatu. Goljat je odložil za Kolarja, do žoge je prišel Smodič in 3-2 vodstvo domačih. Vito Smodič je izkoristil priložnost in v 53. minuti so nogometaši Roha znova prišli do prednosti. Zaspala je še enkrat več obramba gostov in Smodič je vse skupaj izkoristil, mirno zaključil, premagal vratarja Holcmana. Hitro so se vrnili v prednost domačini. Žižmond je žogo poslal z igrišča.
Po levi strani je krenil Planšek, Planšek spodajo proti Goljatu. Goljat iz vrat Holcman, brez prekrška, tokrat gostujočega vratarja. Podaja proti udaljenejši vratnici, izbil je Kraner. Žogo z igrišča pošilja Šeruga. Na tleh je obležal Goljat. Goljat je med tem že ostal. Tekma se lahko nadaljuje, gostje so športno žogo vrnili domačim, ki tako nadaljujejo z igro. Šeruga proti Lubeju. Mirno Rakun proti Bračku. Sternad. Sternad je krenil, težave za Sternada. Na desni strani Gajšek. Na koncu kot za domačine, tretji na tej tekmi. Izvajalec pa bo nogometaš številko 8 Bračko. Najvišji v skoku Ademovič. In to bo še četrti kot za domačine. Izbil je Holcman. Nec Fideršek slabo, tokrat v tem primeru do žoge znova domači. Poda na levo stran, kjer je Lubej. Prebral je vse skupaj Nec Fideršek, ki na desni strani dobro našel Patrika Fiderška, ki je že krenil po desni strani, brez težav preigral Filipoviča. Goljat, nanj pazi Žižmont. Pečovnik. Pečovnik je nekoliko zamudil s podajo v tem primeru. Bračko s prenosom na levo stran, kjer je vtekal Planšek. Holcman na hitro do Pušnika. Pušnik v vezno vrsto, kjer je Ademovič. Ademovič pravočasno znova žogo vrača Pušniku. Maček na levo stran do Žižmonda.
Sternad. Na koncu prekršek Goljata. Še ostani, Jaka. Dajmo žogo, spravi tam iz prve tretjine, ven čim prej, malo, pačke! Pa sami sebi iščemo, zadnji, no! Pazi vletavanje! Oster predložek Pečovnika. Izbil je Filipović. Pa stara žogo, ven! Sternad. Na koncu izbija Filipović. Nec Fideršek mirno. Vse nazaj proti Holcmanu. Holcman še enkrat več mirno Necu Fideršku, ta še enkrat Holcmanu. Na koncu sreča za gostujočega vratarja. Težave v zadnji vrsti. Žižmont na desni strani, kjer se je v napad vključil Pušnik. Pušnik strelja, nevaren poizkus Pušnika. Gol out za domačega vratarja Vidica. Zamenjava med tem v taboru Pohorja, izigra nogometaš številko 25. Dobaj v igro pa bo prišel nogometaš številko 10, Tim Rabič. Hitro so žogo zapravili domači. Holcman na kratko domačka. Kraner, Pečovnik je žogo spustil za Sternada. Pušnik je takoj iskal še enkrat več Pečovnika. Mirno Maček. Nec Fideršek hitrejši od Rakuna, še vedno Nec Fideršek. Nec Fideršek je povlekel, Nec Fideršek v preigravanju. Dobro je bil postavljen Šeruga. Šeruga mirno do Lubeja. V teh na koncu prekršek Pušnika nad Smodičem. Ja, v bistvu v teh preostalih obračunih v včerajšnjem terminu Malečnik Marjeta je bilo 0-0. Malečnik tako še vedno ostaja brez zmage. Marjeta pa na nek način nikakor ne more iz te rezultatske krize. Rošnja Loka je na domačem igrišču izgubila proti Peci z 0-3. Pesnica pa je nekoliko presenetljivo gladko s petardo, skar 5-0 ugnala Jurovski Dol, kateremu se je, kot vse kaže, poznalo, da je med tednom igral v pokalnem tekmovanju, kjer je prišlo vse do 11 metrov. Medtem Goljat, ki je videl tekajočega Smodiča, dobro je bil postavljen Maček, ki je vse skupaj izbil. Bračko je prebral namero Sternada. Bračko bo za ta prekršek prijel rumen karton. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Pesnica je z visokih 5-0 ugnala Jurovski Dol. Radlje pa so na domačem igrišču doživele nov poraz proti Taborju z 1-2. Nogometaši Radelj v bistvu po tisti zmagi v prvem krogu proti Rošnji Loki še niso uspeli vpisati niti ene same točke. V istem terminu kot tale naš dvoboj pa se je pričel tudi obračun Staršin Marles Hiš. Maček na kratko proti Ademoviču, nam pritiska Kolar Robnik. Nec Fideršek sjajno diagonalno podajo proti Sternadu, ki ni uspel sprejeti te žoge. Bračko in Gajšek z dvojno podajo. Na koncu out za nogometaše Roha. Kolar Robnik mirno do Bračka, v bloku je bil Ademovič. Pečovnik, atraktivno Pečovnik.
Ademovič je lepo videl tekajočega Rabiča. Rabič na koncu ni zadel praznega gola. Kakšna smola za nogometaše Pohorja, kakšna priložnost v 64. minuti za Rabiča. Sijajna priložnost za goste, da bi prišli do izenačenja. Zapravili so jo, natančneje Tim Rabič. Tokrat ni bil uspešen, kar dvakrat. Prvič mu je gol preprečil Vidic, nato pa še je za las zgrešil prazna vrata. Bračko s prenosom na levo stran, kjer je utekal Plajnšek. Filipovič pravočasno proti Lubeju. Lube. Golaut na koncu za Holcmana. Kraner proti Pušniku. Kraner, manjše težave za Kranerja, ta takoj na levo stran proti Žižmondu. Žižmond, Pečovnik, znova Žižmondu. Žoga se je srečno nekoliko tokrat odbila Žižmondu, na koncu je prekršek storil Smodič. Prosti strel za nogometaše Pohorja pa bo izvedel Nik Kraner, ki je letos že dosegel gol, celo 2 z prekinitve. Kraner preko živega zida, težave za Vidica. Na koncu pa vendarle izenačenje nogometašev Pohorja. Svoj drugi gol na tekmi je dosegel Ademovič v 67. minuti, že 6. gol smo videli danes. Nogometaši Pohorja pa do novega izenačenja, drugi gol na tekmi pa za Ademoviča. Ob robu igrišča pripravljena zamenjava v taboru domačih. Iz igre odhaja nogometaš številko 16 Smodič, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 17 Nino Škrabl. Mirno Filipovič. Bračko na desno stran, kjer je Gajšek znova do Goljata. Goljat lepo do Škrabla. Škrabl je iskal na levi strani enega izmed njegovih soigralcev, nobeden še ni pravočasno utekal. Napaka v zadnji vrsti Pohorja. Rakun proti oddaljenejši vratnici, kjer je Gajšek. Gajšek mirno nazaj do Goljata, v obrambo se vrača tudi Sternat. Goljat v preigravanju, nanj pazi Žižmond, še vedno Goljat. Goljat lepo proti Kolarju. Kolar visoko preko gola.
Holcman s podajo, odkrival se je Ademovič, dovolj pozoren je bil Bračko medtem nazaj do Šeruge. Podaja proti Planšku, Planšek je iskal Goljata, Kolar Robnik na desno stran pravočasno od Goljatu. Goljat strelja, v bloku je bil Žižmont, še vedno pri žogi Goljat, Goljat nazaj do Škrabla, Škrabl mimo Ademoviča, Škrabl strelja mimo gola, brez nevarnosti za gostujočega vratarja Holcmana. Do žoga je Rabič nanj pazi Lubej, žoga ostaja v igrišču, še vedno Rabič v preigravanju, takoj je iskal s podajo na to Sternada, še vedno pri žogi Rabič, nanj pritiska Rakun, igra z roko Lubeja, prosti strel bo to za nogometaše Pohorja, z dokaj ugodnega položaja za kak nevaren predložek pred gol. V prejšnji prekinitvi so gosti prišli do izenačenja. Prosti strel bo izvedel Pušnik. Prvo žogo štartam, ajde! Pušnik. Na koncu prekršek Kranerja nad Goljatom. Ajde, Luka, gremo še, ajde! Gregi! Ajde, dvignemo se! Lubej proti Škrablu, ta pa napačen pri oddaji žoge proti Planšku, out za Pohorce. Nec Fideršek proti Rabiču, Rabič Ademovič do Pušnika, Pušnik mirno nazaj do Kranerja, Kraner proti Sternadu, Sternad Ademovič na levo stran, kjer je Žižmont, Ademovič uteka, Patrik Fideršek na koncu brez prekrška nad gostujočim napadalcem. Kraner višji od Goljata. Nec oziroma Patrik Fideršek v preigravanju še vedno se bori. Patrik Fideršek in prekršek je storil Šeruga. Prosti strel za nogometaše Pohorja. Prosti strel za nogometaše Pohorja bo izvedel Pečovnik. Pečovnik proti oddaljenejši vratnici, znova nevarno pred golom domačih. Ne, to ni naša, še je tu. Lubej Rabič do Neca Fiderška. Bračko oziroma Filipovič, se pravi čujem.
Lubej proti Škrablu. Škrabl je lepo videl utekajočega Kolarja Robnika. Kolar Robnik je preigral Kranerja. Izkazal se je Holcman z obrambo. Sjajna priložnost za Kolarja Robnika, ki je lepo preigral Kranerja. Peti udarec iz kota pa medtem za domače nogometaše. Izvedel ga bo Bračko. Izbija Holcman. Podaja pred gol, najvišji je bil Šeruga, na koncu mimo gola. Ostaja 3-3. V naslednjem krogu pa nogometaše Roha čaka gostovanje pri zadnjeuvrščenemu Malečniku, ki še vedno čaka na zmago v tej sezoni. Vse na papirju lahek nasprotnik za ekipo z Rogoze. Na drugi strani pa bo Pohorje doma gostilo Radlje, ki, kot že rečeno, od prvega kroga čakajo na novo zmago, na nove točke, tako da tako ene kot druge vsaj na papirju čakata lažje nasprotnika oziroma tekmeca, ki bi morala biti nekoliko lažja, oziroma ekipi, proti katerima bi morali nujno zmagati tako eni kot drugi. Rabič je bil dobro postavljen. Veliko prostora ima Planšek, Krenjiv je Planšek v preigravanju. Kraner se je dobro postavil, pravočasno pa je z gola tudi Holcman. Filipovič se je na koncu pametno odločil, da ne bo tvegal, žogo pošiljal kot. Medtem pa zamenjava v taboru gostov iz igre Marcel Pušnik, nogometaš številko 26. V igro pa bo stopil nogometaš številko 27, Jaka Poglavnik. Kot za nogometaše Pohorja pa bo izvedel kapetan Žižmont. Žižmont, oster predložek, v situaciji za zadetek se je znašel Poglavnik. Izbil je Filipovič, do žoge je prišel Rabič takoj na levo stran, ker je Kraner. Nevaren poizkus Kranerja, sjajna obramba Vidica. Out za Pohorje, nogometaši Pohorja iz minute v minuto vse bolj pritiskajo na gol domačih. Sternat, še vedno Sternat. Filipovič takoj s prenosom na desno stran proti Goljatu. Goljat že vidi, kako na levi strani uteka Rakun, dovolj hiter je bil Rakun. Rakun proti oddaljenejši vratnici, ker je Gajšek v bloku Kraner, šesti kot za domačine. Ajde, skok! Bingo, ajde, energija, zdaj še probajmo na silo, ajde! Vem, da ne moš več. Podaja proti oddaljenejši vratnici, sicer najvišji v skoku Šeruga. Sedmi kot za domače. Na hitro Bračko proti Rakunu. Rakun izbil je Holcman.
podajo prostor Nejca Fiderška, Poglavnik se je odkrival, dobro, vse skupaj spremljal Vidic. Ostani Raba tu. Mogoče malo bliže, da takoj napadeš 21. Lepo Filipović, Rabić je vse skupaj spremljal, žogo blokiral, slednja se je odbila proti Rakunu, ta je že krenil po levi strani, Rakun, znova pazi Rabić. Raba! 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 Pa to je pena lahko, no! Pa gledaš ga že 1 uro, da je desničar! Goljat. Pa Pingo, gledaj desetko, Pingo, no! Pravočasno je iz gola Holcman. Pa ga pustiš! Pa daj, no! Aj, jebe moj vezni, igralci! Filipović je najvišji. Pa probaj, no, pa probaj šprintat nazaj, no! Najvišji v skoku Kraner. Pečovnik. Še vedno pri žogi Pečovnik. Nanj pritiska Škrabl, uspešnejši je bil Pečovnik. Še vedno pri žogi Pečovnik. Na koncu se je žoga nekoliko nesrečno odbila Pečovniku. Ta jo je vendarle odložil Sternadu. Sternad nazaj do Rabića. Rabić, Nejc Fideršek. Direktno iz avta podaja proti Rabiću, ta je odložil Poglavniku, ta pa je bil v prepovedanem položaju, v vsakem primeru je ubranil Vidic. Prosti strel za domače. Vidic na kratko proti Filipoviću. Izteka se 82. minuta, rezultat pa še vedno 3-3. Res dobro nogometno predstavo spremljamo gibljivo, videli smo že kar 6 zadetkov. Kolar Robnik nam pazi Žižmont, Ademović, uspešnejši je bil Gajšek. Rabić in Škrabl v dvoboju, uspešnejši je bil Rabić. Sternad takoj v prostor proti Patriku Fideršku, ki je zelo hiter. Patrik Fideršek strelja in gol. 3-4 v 83. minuti so nogometaši Pohorja prišli do preobrata in do prednosti. 3-4, strelec zadetka pa rezervist Patrik Fideršek, ki je zelo hiter, pobegnil je Filipoviću in od 83. minute naprej gostje vodijo s 3-4. Miren zaključek Patrika Fiderška. Zamenjava takoj v taboru domačih. Iz igre odhaja nogometaš številko 9, Luka Kolar Robnik, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 20, Ane Zorman. Bračko out za domače, izvedel ga bo Lubej. Lubej je iskal Planška. Dobro, še enkrat več v obrambi nogometaš Pohorja.
Iz avta Nejc Fideršek, iskal je Patrika Fiderška. Še vedno pa žoga ostaja v posesti nogometašev Pohorja. Filipović, najvišji v skoku, do žoge je prišel Škrabl. Mirno Pečovnik. Pečovnik, uspešnejši od Planška, Mirno Pečovnik na koncu je zapravil žogo, nekoliko nespametno. Mirno Kraner. Na hitro je prosti strel izvedel Lubej, podaja do Bračka. Na desni strani Gajšek. Ne. 86. minuta, pravkar se izteka oziroma teče. Igra z roko domačih. Sternat, do žoge je prišel Bračko. Bračko do Gajška. Rabič je takoj iskal Patrika Fiderška. Nejc Fideršek žogo samo izbija. Vidic je hitro izvedel gol proti Filipoviću. Šeruga s prenosom na levo stran. Dobro je vse skupaj prebral Filipović, ta takoj do Gajška. Gajšek. Uspešnejši je bil Ademović, Ademović takoj v prostor do Patrika Fiderška. Kraner žogo vrača do Žižmonda. Mirno Žižmond. Na levi strani Sternat. Sternat je videl tekajočega Pečovnika, morda nekoliko prehitra podaja. Prekršek na koncu nad gostujočim nogometašem. Rumeni karton je za ta prekršek prijel eden izmed domačih nogometašev. Zaradi ogovarjanja je v tem trenutku prijel rumen karton tudi nogometaš številko 11, Žiga Goljat. V robu igrišča pa v taboru domačih pripravljajo še eno zamenjavo. Pridite oba dva počasi sem! Grega! 19! Grega! Iz igre odhaja nogometaš številko 19, Planšek, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 14, Enej Jerman. Ajde, gremo še 5 minut, če vam, ajde. Pripravite se.
Daj, da bomo malo taktični. Ajde, ej. Pasko, probaj še. Na koncu avt za gostujoče nogometaše teče pa že 90. minuta. Še 90, gospod sodnik. Teče. 90, teče. Koliko pa podaljška ne veš niti nekaj. Na koncu avt za domače, izvedel ga bo Lubej. Še, gremo gor, ajde, brale! Brale, gor! Še en avt za nogometaše Roha, znova izvajalec Lubej. Zdaj mi ovi pravi, da pa ne rajmo oba menjati naenkrat, ne? Ja, 5 zdaj čim, ja. Znala šola, ne? Šeruga. Šeruga proti Škrablu, Škrabl proti Goljatu iz vrat. Holcman v prepovedanem položaju je bil Goljat, tako da to ne bo 11 metrovke. Zamenjava! Na tleh je obležal Goljat, ki jo je skupil v tem dvoboju s Holcmanom. Ja, samo fazo obrambe, do šprinta, do 16, če treba. Pazi nekakih glupih krši, zdaj nekaj faul nastavlja, se na poču. Ja, samo zadrži, pa se stavite, da ne vzeme žogo. Ja se imam tudi. Pečo ni, še ni, dobro je. Na koncu prosti strel za nogometaše Pohorja, kajti v prepovedanem položaju je bil Goljat. V robu igrišča pripravljeni dve zamenjavi, ena v taboru Pohorja, iz igre odhaja Pečovnik, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 19, Gal Prednik. Namesto Goljata pa je pri domačih v igro vstopil nogometaš številko 15, Rok Žajdela. Rumeni karton je tokrat prejel zaradi ogovarjanja nogometaš številko 21, Rakun. Pazi z eno nogo brez. Naslednja prekinite. Ti pa Jerry, tako ajde. Ti pa Jerry. Menjava! Ti pa Jerry, ajde. Hej! Ti igra pa Jerry, izvoli. Filipović s podajo na rob kazenskega prostora. Šeruga, Kraner pred Žajdelo.
Na tleh je obležal eden izmed domačih nogometašev zaradi udarca v glavo. To je Ene Jerman. Na obrobi igrišča pa pripravljena še ena zamenjava. V Taboru Pohorje iz igre odhaja Strnad, v igro pa bo vstopil nogometaš številko 2 Jan Hamer. Patrik Fideršek, uspešnejši od Jermana, še vedno Patrik Fideršek pri žogi, ki enostavno pametno zadržuje posest v svojih nogah, krade čas domačim, priboril je out svoji ekipi. Malo se posedamo, 20, 20. Hej, 20, 20, gostujoči, 20, 20, Out je izvedel Žižmont, prekršek Patrika Fiderška. V skoku Hamer, prednik Žižmont žogo zgolj pošilja. Prekršek je storil Patrik Fideršek. In glavni sodnik je medtem odpiskal konec obračuna. Nogometaši Pohorja so vpisali vse 3 točke in tako na prvenstveni lestvici prehiteli Roho, prišli še do svoje 14. točke in se tako znova povsem približali najvišjim mestom. Izenačili so se s 3. Taborjem ter drugo Pesnico po točkovnem izkupičku. Nogometaši Roha pa tako ostajajo pri 12 osvojenih točkah. Preletimo še vseh 7 strelcev na tej tekmi. Prvi gol je dosegel Ademovič v 11. minuti za vodstvo Pohorja z 0:1. Izenačil je z 11 metrovke Kolarobnik v 25. Na to 37. je Goljat postavil rezultat prvega dela 2:1 za Roho. Na to po drugem delu izenačenje Patrik Fideršek v 50. minuti. Za novo vodstvo domačih je poskrbel 53. Smodič. V 67. novo izenačenje, tokrat s svojim drugim golom na tekmi Ademovič. Končnih 3:4 pa je v 83. minuti postavil Patrik Fideršek in tako prinesel zmago nogometašem Pohorja, ki so tako prišli še do svoje 3. zaporedne zmage. Z moje strani pa bo to vse za danes. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do naslednjič.